Spoštovani člani in članice v društvu Vrbinor, lep pozdrav na občnem zboru. Vsako leto, tudi letos, hitro je minilo, edino, ker naš Branko lokacije spreminja, tako da drugo leto gremo na kaj. Na obstoječi Savi vse do hrvaške meje, se pravi od Krškega, od razbremenilnika, ki je tam rampe ko so jih lansko leto odprli, ker smo bili poplavljeni, pa do hrvaške meje, kjer je še Sava nedotaknjena praktično. Zaradi aktivnosti nekaj nevladnih organizacij so bile ustanovljene, bila ustavljena pripravljalna delo za izgradnjo hidroelektrarne Modrite. Vseeno pa smo dokumentirali sedanje stanje z tega področja, ki je naravovarstveno zelo raznoliko in zahtevno. Letos se je pričela tudi izgradnja odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini, ki se je pričela z izgradnjo infrastrukture in zaščitne ograje okrog bodočega odlagališča Gamene Rjadine in poskrbeli za odvoz. S podjetjem Kostak Krško pa smo organizirali obrede in čiščenje, ki ga je Kostak odlično opravil. Odstranjene so bile velike količine odpadnega materiala, ki so bile na rastišču pomembnih, redkih in zaščitenih rož in avtohtonih rastlin že vrsto let. Zdaj bi tako povedal, to je bilo veliko posla, imel sem veliko kontaktov in v Krškem in oni to, ki smo šli prvi pogledati, je rekel, ja, to treba vse odstraniti in dejansko je grozno zgledalo. Tle so bili kubiki in kubiki salonitnih plošč, gradbena naprava, res je bilo kriminalno, da ne govorim razcefranih teh hladilnikov, hladilnih skrinj, ki so jih pač nekateri malo naši, malo ranljive skupine. V lanskem letu smo naredili eno veliko akcijo čistilno, rekel, to moram poudariti, kjer so sodelovali tudi krajani Gornjega Lenarta in nekaj od Šentlenarta, tako da je bilo to ena taka zelo velika akcija. Sicer pa celoletno spremljamo, imamo monitoring, kaj se dogaja na jezeru hidroelektrarne Brežice in v nadomestnih habitatih, ki dokaj uspešno nadomeščajo izginule oziroma izgubljene habitate, ki so bili prej. No, nekateri malo slabše delujejo, moram reči, nekateri pa kar v redu. Lahko bi rekel, da zdaj za letošnje leto, za leto 2024, imamo pa tudi nekaj v načrtu, v glavnem podobno, kot smo imeli lansko leto, vendar je zdaj v planu izgradnja odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke, kjer bomo seveda nekaj sodelovali, ravno tako bomo zavzeli stališče glede izgradnje nove elektrarne, nuklearne elektrarna 2, drugi blok, kjer se še nismo zedinili, bomo pa vsekakor sodelovali in bomo poskušali svoj delež pridonesti k mnenju. Že letos januarja smo bili v Genu v Krškem, kjer smo bili na predavanju in se nas je nekaj poučilo o teh zadevah, ki nas čakajo. V glavnem veliko nas nagovarjajo, dejansko oziroma nam prikazujejo pozitivne rezultate, pozitivne rezultate izgradnje, sploh kar se tiče o svojem delu, redno obveščamo ljudi na naši spletni strani in tudi vabimo seveda mlade ali mogoče manj mlade ljudi, ki jim je veliko do narave in bi se radi vključili v naše delo, da lahko postanejo člani Vrbinarja. Mislim, da bi z mladimi člani lahko svoje delo oplemenitili, čeprav se tudi zdaj trudimo po svojih močeh.